Spoštovane gledalke in gledalci. Prišel je čas, ko se pripravljamo na dopuste, ko se zaključuje študijsko leto, ko nekateri že čakamo, da bomo si nabrali spet novih moči, se nekoliko odpočili, da bomo spet pripravljeni na nove izzive, pa na novo študijsko leto ali pa novo delovno obdobje. Po drugi strani pa živimo tudi v času velike negotovosti in zmede. Ene splošno veljavne človeške vrednote se postavljajo pod vprašaj in tudi tu rabimo moč, kako se soočati s temi izzivi. In zdaj vas vabimo na oddajo, ob kateri bomo spregovorili o študijskem programu duhovnega izpopolnjevanja na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. To je v bistvu enoletni program, ki se pa izvaja 2 leti, zato da mu lahko sledimo. Tukaj v studiu pozdravljam patra Platonjaka, izrednega profesora na Teološki fakulteti, ki je glavni skrbnik, pobudnik pa motivator tega programa in brez njega pravzaprav te šole skoraj ne bi bilo. In dobrodošli. Hvala. Jaz pa predstavljam 2 alumna tega študija, ki sta lani zaključila ta študij in sta marca na proslavi, Tomaževi proslavi Teološke fakultete tudi dobila diplomo dokončanja tega študija. Lidija Kociper, ki je drugače terapevtka in je z veseljem vstopila v ta študij in sodelovala skupaj z možem Jožetom Kociper, ki je zdravnik, psihiater, in sta tako tudi to skupino, ki se je zbrala pred 3 leti, obogatila tudi svojo navzočnostjo. Ja, hvala, no, ampak midva sva pravzaprav samo ena predstavnika, zato pa smo se odločila, da bomo v to oddajo vključila tudi druge slušatelje, to, kar so oni povedali, in ker vas bo več zanimalo, vam bom povedali, kjer še lahko več informacij najdete, tudi tega, kar so drugi povedali. Ampak v bistvu dobro je zdaj, da začnemo torej na začetku. In je prav, da nam poveste, pater Platonjak, kako se je pravzaprav to začelo, kaj je bila glavna pobuda za to, kaj je glavni namen tega študija, kako je do njega prišlo in te osnovne stvari. Hvala. Ta študij na Teološki fakulteti že ima kar eno zgodovino. 2010 je bil prvi razpis za ta študijski program. Že prej 1 leto prej pa je začelo na pobudo našega senata na Teološki fakulteti, da bi bilo prav, da ima Teološka fakulteta tudi kakšen program izpopolnjevanja strani področju duhovnosti. So meni delegirali, da naj ta program pripravim in sem ga potem skupaj z drugimi profesorji Teološke fakultete med sebojnim posvetovanjem pripravili predmetnik 10 predmetov, ki imajo vsega skupaj je to 400 ur predavanj in v teh predmetih nekje zajeli vso tisto bistveno, kar naj bi nekdo, ki se študijsko tudi poglablja in hkrati tudi praktično, ne samo teoretično, lahko zaobjeli nekje vsaj, koliko to je celovito, to, da se poglobimo v to, kar pomeni duhovnost in kar pomeni tudi en teološki pristop k duhovnosti, ki pa je tudi filozofsko vključeno tudi vse druge stroke, da nekje bolj celostno vidimo, kaj vse tisto, kar nam pomaga, da lahko bolj celostno živimo svoje življenje, da lahko najdemo odgovore na tista najbolj življenjska vprašanja, da najdemo vsebino v svojemu življenju, da najdemo tiste vrednote, za katere je vredno živeti in ki zavedno ostanejo, da najdemo nekje res osmislimo svoje življenje, da najdemo moč, da lahko vztrajamo tudi takrat, ko pridejo stiske. In da postavimo tudi nek celoviti pogled na življenje in celostno življenje, ki je za
nas kristjane ali pa tudi druge, ki so v različnih religijah, prav tudi v odnosu do Boga, do presežnega. Drugi pa lahko tudi na drugačne načine iščejo znotraj filozofije, psihologije, kulture, narave, kot tisti odgovor, kjer najdejo tudi moč za življenje. Tako da v tem, ko ste razmišljali o tem programu, ste pravzaprav, bom rekla, celostno razmišljali. Več stvari, celotno ste hoteli zajeti. Tako, ja, da ni duhovno samo neke moje notranje življenje ali zelo bolj samo moja molitev, moje obhajanje za kristjane sakramentov in branje Božje besede, ampak kako ta duhovnost zajame celega človeka, da je to pravzaprav način življenja. Ali kot papež Frančišek tudi pravi, verovati pomeni gledati in dojemati stvari na Jezusov način, Kristusov način. Pomeni tudi duhovnost živeti v njegovem duhu, na njegov način videti stvari, slišati, doumevati sebe, Boga, druge, stvarstvo, dogodke, prav v tem duhu evangelija. In prav tukaj je za kristjane, kako živeti v tem Kristusovem duhu in kako to zajame vse naše življenje, tudi svoje vsakdanje dejavnosti, od tega, kar pač delamo, da živimo, da se prehranjujemo, spimo, se oblačimo, urejamo, imamo medsebojne odnose, kako v službi, kako različna poslanstva, ja, lahko delamo v tem Kristusovem duhu in smo povabljeni prav v tem Kristusovem duhu delati vse in razmišljati, se odločati, razločevati in vedno znova tudi najti tisto moč za to naše vsakdanje življenje. Ja, mogoče je prav, da si zdaj ogledamo še posnetek sestre Emanuele Žerdin, ki govori tudi o tem programu in o duhovnosti, pravzaprav z drugimi besedami pove isto, kar ste vi povedal. Ljudje smo iskalci. Vse svoje življenje pravzaprav iščemo nekaj, kar bi dodalo kvaliteto in blaginjo našemu življenju, kar bi oplemenitilo naše kratko in miljivo življenje. Ena od takšnih stvari je duhovnost. Če se tega zavedamo ali ne, iščemo nekaj, kar bi napolnilo tisto najbolj skrito kamrico našega srca in naše duše. A to je prav ta duhovna vrednota, ki se ne da kupiti, lahko se je pa nauči. Na Teološki fakulteti v Ljubljani že vrsto let deluje program duhovnega izpopolnjevanja, ki je namenjen prav vsem, tako kristjanom kot iščočim drugih ver, ki želijo spoznati lepoto krščanske duhovnosti. Ko govorimo o duhovnosti, dostikrat pomislimo bolj na neke eksotične vzhodne duhovnosti in pozabljamo, kako veliko bogastvo in kako neizmerna lepota je skrita v sami krščanski duhovnosti. Če bi samo spoznali umetniška dela nekaterih sedanjih, modernih, cerkvenih umetnikov, bi že v njej odkrili toliko lepote in neizmerne duhovnosti, ki so jo oni zajeli v svoja dela, v svojo glasbo ali pa v svoje besede ali pa v svoja risana dela. Duhovno izpopolnjevanje je neke vrste program, ki nas popelje od Svetega pisma, ki je začetek in vir vsega duhovnega, preko cerkvenih očetov, preko teh najvzvišenejših učiteljev duhovnosti do današnjih modernih iskalcev, pisateljev in sodobnih oblik krščanske duhovnosti. To je eno neizmerno bogastvo. Predvsem pa so tukaj eno veliko bogastvo svetniki in svetnice, ki so to duhovnost živeli, ki so s to duhovnostjo našli smisel in temelj svojega življenja. Ta program je prilagojen pravzaprav za vse odrasle, za tiste ljudi, ki nimajo dosti časa, pa vendarle lahko pridejo zvečer ali se povežejo zdaj preko Zooma ali pozneje pridejo na Teološko fakulteto in tam kot skupina doživijo ne samo, da se naučijo krščanske duhovnosti, kaj pravzaprav pomeni krščanska duhovnost, da dobijo eno samozavest, ker krščanska duhovnost je res nekaj
enkratnega, kar še zmeraj premalo poznamo in o čemer še zmeraj premalo govorimo, kar je nekaj večjega kot sama cerkev ali pa hierarhična struktura cerkve, ne. In ravno tu ta program nas uči. Naučimo se, kako gledati, prepoznati, videti, doživeti Sveto pismo, odkriti neverjetne lepote in navdihe v Svetem pismu. Uči nas, kako potem v skupini doživeti molitev, meditacije. Se mi zdi, da prav te osebne izkušnje, ki skupina, ki sodeluje v tem programu duhovnega izpopolnjevanja, da so te osebne izkušnje nekaj najbolj dragocenega in kar skupino še najbolj poveže. Potem so tu različna predavanja zelo znanih ali pa najboljših profesorjev teološke fakultete, kar je velika čast in če niste imeli čast, da ste študirali teologijo, ko ste bili mladi, se lahko zdaj prav zaneseno in z velikim veseljem vržete v to duhovno bogatstvo, ki ga ti profesori nosijo s seboj, ne? In odkrivate novi svet. Jaz sem srečala večkrat že ljudi, ki so bili stari okrog 60 let, naprimer neke gospe, ki sem jih spoznala in so 60 leti se podale na pot, Jakobovo pot, na pot Kaminja, ne. Torej, tudi vi, če tudi ste že mogoče malo starejši, lahko greste na to pot duhovnosti. Tu niso neki strašni izpiti, tu ni nekaj, bi rekla, strogih ocenjevalcev, čeprav seveda ste študenti in morate tudi nekaj truda vložiti, ampak predvsem se odpre zaklad vašega duha. Vaš duh je tisti, ki je žejen in ki se lahko tukaj napoji. To je studenec, kateremu lahko se zmeraj znova vračate in ki vas bo zmeraj napojil. V sklopu samega programa se lahko potem tudi srečate z različnimi dejavnostmi, kot naprimer program žalovanja, ki je za mene, ki sem delala v hospicu, ogromno pomeni, ne. Ker ljudje smo prav v tem času epidemije doživeli eno obdobje, ko nismo mogli izraziti svoja čustva žalovanja, slovesa, odhoda in rabimo eno pomoč, kako priti ven iz teh skritih ali pa neizživetih čustev, ne? In prav v programu žalovanja je to ena velika pomoč. Pri čem je meni potem duhovnost pomagala? Predvsem, veste, jaz sem se vživela v katoliško cerkev Slovenije, ker sem prej delovala po drugih državah. Doživela sem njen utrip skozi to duhovnost. Vzljubila sem katoliško cerkev v Sloveniji. In zelo mi je pomagal ta program pri mojem delu v hospicu s težko bolnimi, umirajočimi in pozneje tudi zdaj v dolgotrajni oskrbi. Ne samo v kontaktu z umirajočimi, z minljivostjo, ampak tudi z ljudmi, sodelavci. Jaz sem lahko s sodelavci govorila o najtežjih problemih, s katerimi smo se srečevali. A to je, ko vas obsodijo, ko vas obtožijo, ko vas na nek način prezirajo zaradi tega dela, ki ga opravljate, ne? Kako priti ven iz tega in kako ohraniti to samozavest, to povezanost z onim višjim, z Bogom, ne? In potem doživite, da vam prav duhovnost pomaga, da tudi ta vsakdanja dela opravljate na en drugačen način. Če bi lahko rekla, kot je rekla sveta mala Terezija, ne? Ko mala dela upravljaš z veliko ljubezni. Tu vam pomaga duhovnost. Če boste tudi še naprej samo mama ali babica ali oče ali navaden delavec, mogoče tudi samo zidar, boste imeli v sebi neizmerno bogatstvo, veste, in to ne boste mogli skriti, to bo šlo ven iz vas, ne. In če želimo, da katoliška vera zacveti, ali pa če bi rekli, da krščanstvo v Evropi preživi, je potrebno, da se potopimo in na novo odkrijemo prav katoliško krščansko duhovnost. To je edino, kar nas bo rešilo. Ne bo nas rešilo, ne vem, kakšne spremembe v hierarhiji, ne vem, kaj vse bomo počeli. Duhovnost je tista neuničljiva sila, ki bo zmagala, ker v njej je sam Bog. V njej je tisti kontakt z Bogom, ne? In tudi sestra Emanuela je rekla, da smo si postavljali številna vprašanja.
ob tem življenju, ko iščemo Boga, ko iščemo smisel. Pa tudi si predstavljam, da ste si vi postavljali številna vprašanja, kako oblikovati to, kar ste zdaj povedali, ta program, ki bi zajel vsa področja, da bi res nekako lažje živeli v stiku z Bogom pa z drugimi med seboj. In mislim, da bi mogoče bilo dobro, da bi skušali nam opisati, kaj pravzaprav obsega, katere vsebine, kaj je zajeto vse v tem programu dveletnega študija. Da si znamo malo lažje predstavljati, kaj je tu noter. Gotovo bom poskušal na kratko predstaviti teh 10 predmetov, v katerih pač sodeluje tudi okrog 12 predavateljev in predavateljic z Teološke fakultete, pa tudi kakšni gostje, ki so tudi povabljeni na ta program. Kot prvo je nekje pač program se odvija 2 leti in je tako, da se vsi ti predmeti odvijajo eden za drugim in so predavanja ob sredah samo popoldan, od 4:30 do 15 do 9, tako da lahko tudi tisti, ki so zaposleni, se vključijo tudi v ta program, da ni preveč obremenitve, pa hkrati je nekje ena stalnica, ki nekje potem vsako sredo da en nov impuls na tej poti tega študija. In najprej začnemo s predmetom različne teme duhovnosti v današnjem času, kjer pogledamo tiste osnove, kaj je duhovnost, pomen duhovnega izkustva, vloga molitve in različnih oblik molitve, do potem askeze, asketskega življenja, do mistike, do potem čisto življenjskih tudi vprašanj, odpuščanja, kako je tisto odpuščanje, kar nam omogoča, da lahko vedno znova obnavljamo svoj odnos z Bogom, s seboj, z drugimi, do potem tudi, kako je tudi potrebno iskati razne načine, kako tudi najti počitek v Bogu. Saj nam Jezus pravi, pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. Kako tudi je v tem duhovnem življenju tisti pravi počitek, kjer se lahko osvežimo. In vse druge pač teme, ki so pomembne. Potem je predmet, ki je gotovo zelo pomemben, osnoven, je duhovnost Svetega pisma in cerkvenih očetov, patristike, kjer nekje globje vstopimo v Staro zavezo, Novo zavezo in tudi spoznavamo prve cerkvene očete, ki so poskušali prav ta življenje v Kristusu tudi prinesti v to našo kulturo, grško-rimsko kulturo, in kako so na ta čisto začetni način prinašali to veselo sporočilo. Potem je predmet liturgična, prostorska in telesna duhovnost, kjer 3 predavatelji z različnih vidikov pokažejo prav to temeljno tudi kot krščanstvo liturgija in to liturgično duhovnost, do tega, kako je pomembna tudi arhitektura sakralnega prostora, kako nam ta arhitektura govori in kako jo tudi lahko prepoznavamo in se skozi njo bogatimo in duhovno povežemo globje med seboj in z Bogom, do potem tudi samega telesa, kako ne moremo naše duhovnosti, krščanske duhovnosti, kako tudi drugih, živeti brez telesa in kako je pomembno, da ne samo kot verujemo, da se je Jezus učlovečil, postal človek, ampak da tudi mi moramo to duhovno življenje utelesiti, da se preko našega telesa izrazi tudi ta odnos. Potem je predmet, ki govori o zgodovini duhovnih gibanj znotraj cerkve, kot take, da malo vidimo, kako je skozi zgodovino so bila razna duhovna gibanja in se skozi to lahko tudi učimo, tudi in spoznavamo tudi včasih kakšne stranpoti, ki so bile, da bi res živeli v duhu evangelija našo krščansko duhovnost. Potem je tudi spoznavamo duhovnosti drugih cerkva, kajti niso samo
ne živimo krščanske duhovnosti samo znotraj katoliške cerkve, ampak je tudi pravoslavna cerkev, različne protestantske, evangeličanske, druge cerkve, da nekje globje odkrijemo tudi to celotno različne tradicije in načine, kako lahko živimo evangelij. In potem je tudi duhovnost duhovnikov, redovnic in laikov, poročenih, samskih, da bi odkrili, kako vsak človek na svojstven način skozi svoje tudi poslanstvo cerkve, skozi sakramente cerkvi, kot jih dobimo duhovniki in poročeni, živi in posvečeno življenje, kako živeti tudi to posebno duhovnost znotraj celostne krščanske duhovnosti, kjer se tudi dotaknemo duhovnosti moških, žensk, duhovnosti tudi žalujočih, umirajočih in tudi mladih, mladostnikov, starejših, tako da bi nekje pomagali odkrivati, kako ima vsaka tudi doba neko specifičen način, kako živi svojo duhovnost. Potem je še celostna osebnostna duhovna rast, kjer skušamo odkrivati tudi dinamiko duhovnega življenja skozi različne vidike, tako psihološko kot teološko duhovno, in odkrivamo tudi pomoči duhovnega spremljanja, duhovnih vaj in drugega, kar nam pomaga razvijati našo pot, ki je nekje stalna, ki se nikoli ne konča do konca. In potem je praktična duhovnost, kjer pa je ta študij ni samo neka teorija, ampak je tudi to, da vsak je povabljen tudi, da izkustveno pride do tega globjega odnosa do Boga, ki se odvija skozi molitev in skozi različne dinamike duhovnega življenja in se tudi udeleženci, da dobijo tako preko 4 vikendov različne tudi duhovne izkušnje, da se tudi med seboj globje povežejo in hkrati tudi se sami navadijo, kako ponudi drugim pot duhovnega življenja, kako jim pomagati priti do osebnega odnosa do Boga, kako ubesediti duhovno izkustvo svoje življenje z Bogom, tako da dobijo tudi neke izkušnje in tudi neka orodja, kako lahko tudi potem v svojem vsakdanjem življenju tudi drugim pomagajo na njihovi poti. Hvala. Mislim, da ste kar obširno to opisal in vem, da sem sama imela veliko vprašanj, ko sem se že slišala nagovorjeno, da bi naj šla v ta študij in sem postavljala vprašanja, kaj je, kaj obsega. Tako da računam, da je kjer od gledalcev tudi dobil že nekaj odgovorov, kaj je pravzaprav v tem programu. To je samo nekaj malega, ne? Ja, to je samo nekaj malega, ampak vendarle eno okostje je, vem, da je takrat, kaj je ta program, pa to je, vem, da sem imela polno pomislekov, to je neka teologija, to ni vsakdanjim življenjem povezano, ki bom jaz to rabila, pa časa ne bo za to, pa to sploh ima smisel in podobne dileme. Tako da sem rabila kar dosti informacij slišati, zakaj, kaj se to dogaja. In šele pol, ko sem imela vse to nekako odgovorjena moja vprašanja, sem se lahko nek način odločila, pustila nagovoriti. No. Ampak to je trajalo kar nekaj let. Tako da dajem besedo tebi, Jože, da ti spregovoriš, kaj pa tebe nagovorilo, da si se ti odločil. Si ti tudi rabo odgovore na določena vprašanja, ali si pri sebi tuktal, kaj se v tebi dogaja, da si se odločil. Vendarle za to. Povzetek tega, kar smo 2 leti delali, in primerjam naslov tega izobraževanja, izpopolnjevanje, vidim, da šele zdaj, 1 leto po zaključku študija, opažam, kaj vse bi še lahko, oziroma kaj vse sem si še vmes naložil, da bom globlje pogledal, prebral. In nekako tako je bilo tudi v začetku glede odločanja. Vrsto let sem bil nagovorjen, da bi šel ravno strani patra Ivana, pa zaradi obveznosti in časovne stiske enostavno nisem v to mogel privoliti. Ko se je pa odprla možnost Zoom prisotnosti, pa je odločitev padla v trenutku. Glavni razlog za to, da sem se udeležil tega študija, pa pravzaprav moj stalni interes oziroma želja po tem, da bi malo globlje spoznal duhovnost, da bi
nekako znal lažje ločiti, kaj je duševno, kaj je duhovno. Sam imam takšen poklic, ker se ta vprašanja mi dostikrat postavljajo. Recimo, ne vsem, ampak mnogim ljudem postavljam vprašanje iz duhovne anamneze. Kaj vi verujete, kaj so vaše temeljne vrednote, kako ste povezani z skupnostjo, ali vam to pomaga pri zdravju, pri življenju, kako sploh s tem živite. In moram reči, da to niso samo osebna vprašanja ali pa vprašanja v dvoje, v samim, bom rekel, v sami stroki, ampak se tudi moji kolegi sprašujejo o tem. In je to bil en od mojih razlogov, da si nekako bolj izjasnim pri sebi, kaj je duhovno, kaj je duševno. In do določenih odgovorov sem prišel, žal pa imam še več vprašanj zdaj. No, drugi razlog, zakaj sem pa se vključil v to, pa je bilo eno tako splitveno dojemanje Jezusa in Svetega pisma, ki sem mislil sicer, da jih dobro poznam. Sem pa pol odkril, kako Pavel pravi enim svojim kristjanom v Grčiji: molim za vas, da bi se izpopolnili v spoznavanju njegove volje, da bi v duhovni razumnosti napredovali. In se mi zdi, da ta Pavlov stavek kar povzema smer tega študija. No, en od razlogov je pa bil to, da sva se odločila skupaj z ženo, da sva šla v to, ker je to pomenilo, da si nekako vendarle bolj obogativa najne pogovore, da primerjava svoja nekoliko različna izkustva, in je to bilo glavni moment, da sem se vključil v ta študij. Tisto, kar je, bom rekla, nagovorilo, ne samo naj, ampak imam občutek kar vse, je to, da je ta študij tak celostno naravnan. Eno so res ena teološka znanja, ki je dobro, da jih vemo o Svetem pismu, o cerkvenih očetih in podobno, da so neke 3 nivoji. Ne? Drugo je ta nivo osebne vere in odnosa do Boga in molitve in kako se tu odpreti, kako moliti. In tretji je tudi ta občestveni vidik. Ne glede na to, da smo imeli preko Zooma srečanja, ampak je tudi študij tako organiziran, da smo se lahko v skupinah pogovarjali, v skupinah eno temo in nas je to povezalo. Neverjetno smo bili potem izjemno veseli, ko smo živi prišli skupaj. Ne, taki v 3 dimenzijah, ne samo v 2. In mislim, da je to tisto glavno, kar nas vse nagovarja, da smo na več nivojih pravzaprav dobili nekaj zase. In bi bilo dobro, če Jože ti poveš, kaj je tebe nagovorilo, kaj je tisto glavno, kaj te je v tej študiju nagovorilo, kaj si dobil tako osebno zase. Ja, če zdaj pogledam, pravzaprav so me najbolj nagovorili profesorji. Imel sem občutek, da je vsak od profesorjev dal velik del sebe not v ta predavanja, kot da nam je ponudil neke vrste duhovni priročnik na svojem področju, recimo zgodovine ali Svetega pisma ali pač področje, ki ga je obravnaval. In tako kot recimo tisti, ki študirajo umetnost, rabijo priročnik, ampak to še zdaleč ni dovolj, je tudi tu bilo nekako poleg tega, bom rekel, kognitivnega, ne, intelektualnega dela, potrebno tudi prizadevanje, da se stvari nekako prežvečijo, ponotranjijo. To, kar je bilo po svoje najbolj, bom rekel, pričakovano, ampak vendar ni bilo samoumevno. In ta študij je pravzaprav bil dejansko toliko bolj uspešen zato, ker smo študirali skupaj. Če bi sam bral iste materijale, še zdaleč ne bi prišlo do takšnega učinka. Tu je pa prišlo do neke vrste sinergije, do povezanosti in se mi zdi, da sem se veliko več naučil iz svojih seminarskih nalog, ki so mi še zdaj ostale, pa seminarskih nalog drugih kolegov, ker smo si med sabo izmenjavali. Na teh vikendih smo tudi v bistvu mi gradili en del teh, recimo, vsebin, in je bila ta odgovornost pravzaprav zlata vredna, ker smo na ta način vsi nekaj imeli. Ne. Pravzaprav tako gledam na vse to izobraževanje, če je to samo izobraževanje, kot na neke vrste dvoletne duhovne vaje, posebej če gledam te vikende, ki pa jih je spremljalo, tako kot si sam rekel, reden impuls vsak teden določenih vprašanj, refleksij, domačih nalog, kar po svoje zgleda v začetku ali pa od zunaj zelo naporno pa kompleksno, ampak moram reči, da sem se v tem študiju naučil
reflektirati, se pravi zapisati misli, da nisem se več nekako zadrževal. In sem opazil tudi pri drugih, da so bile te refleksije pa povzetki nekako zelo koristni in so pomagali nam vsem skupaj. Zdaj pa si spet oglejmo, kaj o tej svoji izkušnji tega programa menita Blaž Knez in Špela King. Program duhovnega izpopolnjevanja mi je doslej najbolj odprl oči, pa tudi srce. V meni ostajata predvsem hvaležnost in veliko veselje. Na novo sem spoznal nekaj osnovnih pojmov krščanskega življenja. Predvsem sem vesel, da sem se osvobodil stare, napačne podobe Boga, ki se je v meni razvijala v vseh teh letih. V procesu programa duhovnega izpopolnjevanja se je v meni naselila nova, boljša podoba Boga, bolj prava, tako čutim. Pri mojem starem Bogu je bilo precej nerazumljivih stvari, kako je lahko pustil sina Kristusa trpljenju, križu. Prav to sem na novo spoznal v veliki Božji ljubezni, v darovanosti, v daru. In zato lahko gojim v sebi predvsem hvaležnost. In tako se spreminja tudi moje osebno življenje, moj odnos do bližnjih in do samega sebe se je spremenil. To so začutili tudi oni, pa tudi jaz. Življenje po duhovnem izpopolnjevanju. Odločitev za duhovno izpopolnjevanje je v meni nastajala že dlje časa. To sprva niti ni bila tako jasna in konkretno izražena misel, da se vpišem na študij duhovnega izpopolnjevanja na teološki fakulteti, ampak bolj nek nemir, neko iskanje, nek občutek, da nekaj manjka v mojem življenju, kljub sicer zelo aktivnemu in polnemu življenju tudi v župnijskem občestvu. Poleg tega, da poglobim svoj osebni odnos z Bogom, sem si želela tudi teološkega znanja. Ni mi namreč blizu, da nas kristjane včasih doživljajo kot drugorazredne državljane, ki le slepo sledimo nekim zunanjim obredom in ritualom, ne vemo pa pravzaprav, zakaj to počnemo. Želela sem najti vsebino, prav tako pa tudi vsebino z veliko začetnico. Študij mi do sedaj vse to daje. Uživala sem na predavanjih o stari zavezi, ki mi je bila do takrat nepoznana, oddaljena. Presenečalo me je, koliko vsega, kar je imel v sebi starozavedni človek, ima tudi novodobni človek. Tudi odkrivanje življenja in teologije cerkvenih učiteljev me je povsem očaralo. Kakšna gorečnost in predanost, ter vera in zaupanje. Prav ti so preizkušali in izpraševali moj pogled vere. Skozi vsa ta predavanja pa mi je postajalo blizu tudi Sveto pismo. Bog preko Svetega pisma se je začel dotikati tudi mene, mojega središča, moje kamrice, kot pravi Ivan Cankar. In to je čar tega študija. Znanje, ki ga pridobivaš, kolikor pač želiš in zmoreš, se je ves čas dotikalo tudi mojega konkretnega življenja, mojega odnosa z bližnjimi in samim seboj. In postavljalo na prepih vsa moja prepričanja, moje podobe o Bogu, ki sem jih do sedaj zgradila. Iskreno priporočam vsem, ki ste željni vsega tega. Naj ne bomo zgolj rekviziti v galerijah, kakor nas iskrivo opominja in vabi k spremembi papež Frančišek. Tisto, kar se je pa mene tudi med vsem, kar ste že povedali, dotaknilo, pa še tudi ta aktualna vprašanja, oziroma to, kar so različna duhovna gibanja v cerkvi skozi zgodovino. Da se katoliška cerkev pravzaprav že od svojega začetka bori za, bom rekla, bolj čisti nauk.
In da imajo ta cerkvena gibanja, razna duhovna, kakorkoli rečemo temu, verska gibanja, neko svoje zakonitosti, neke značilnosti, ki se ponavljajo in ki jih pravzaprav tudi v današnjem času rinejo na površje, in da pa imamo mi pravzaprav odgovore na ta vprašanja, za katere, da se lahko razločuje duha zmote pa duha resnice. In če mogoče kakšno besedo v zvezi s tem? Gotovo je zgodovina cerkve ena čudovita učiteljica, ne? Kako vsaka zgodovina naj bi bila učiteljica za življenje. Nažalost pa smo mi pogosto zelo slabi učenci, ne, zgodovine. Tako tudi poznavanje zgodovine cerkve, tudi različnih gibanj, ne, tako gibanj, ki so prinesla novo življenje, kot so razna redovne skupnosti, od benediktincev, frančiškanov in drugih, tudi nekaj enih spodbud za cerkev, ne, so bile tudi razne zmote, kakor je pač v življenju, da se vedno išče. In je nekaj, kar nam pomaga, da se učimo res celostno živeti ta odnos z Bogom. Ne? Da ne gremo samo neko razumsko raven, ali ne gremo samo čustveno raven, ali ne gremo samo neko moralo, ali neko samo zapovedi, ne gremo zopet samo neka izkustvena razsežnost, da nekje vemo, da je vse potrebno, ne? Da je treba najti eno harmonijo med različnimi vidiki, načini življenja po veri, izražanja vere, in da ni nekaj manj vredno, bolj vredno, ampak da je vse skupaj tisto daje eno pravo pot. In da je večkrat smo v nevarnosti, da gremo v eno ali drugo skrajnost, ne znamo pa nekje vključevati vse stvari in videti, kako je vse treba v življenju vključevati, ker tudi tako v vsakdanjem življenju, ne, je potrebno spanje in je potrebno vstati, ampak je potrebno dovolj spanja in treba tudi dovolj dolgo čuti, ne. In je zdaj, tukaj se lahko prepiramo, koliko spanja, koliko ne, treba je najti eno harmonijo, ne, tako ti je dal Sveti Benedikt, da naj bi, pravi menihi, ne, 8 ur spali, 8 ur molili, ampak je ta molitev tudi sveta maša in vse druge, tudi osebni, duhovni študij in vse drugo, in 8 ur tudi fizičnega dela, ne. Kako je ena to našo, da je potrebno vse, da ni eno manj vredno, več vredno, ampak da je treba nekje skladno živeti za to človeško naravo, s tem, kar je Bog položil v nas. In predvsem upati živeti svoje človeško življenje, ga sprejeti tudi v vseh svojih omejitvah. Jezus je postal človek, ne, tudi zato, da bi mi upali biti ljudje z vsem tem, kar smo. Da ne bi bežali v stran od tega, ne bili nekje kakor Bog v tem smislu, da bi vsi ne imeli nobenih problemov, da bi bile nobenih skušnjav, nobenih stisk, nobenih omejitev. Ne, v tej omejenosti človeški, če živimo v duhu Jezusa Kristusa, lahko največ naredimo in se gradi Božje kraljestvo in se pripravlja tudi večna sreča v objemu trojedinega Boga. In ta študij se mi zdi, da je prav, lahko rekli, da je študij iz življenja za življenje, veliko pisano. Da nekje tukaj v ta program pridejo ljudje iz najrazličnejših poklicev, najrazličnejših izkušenj, pridejo tudi duhovniki, redovniki, redovnice, poročeni, samski, ločeni, ovdoveli, najrazličnejših starosti, od tam nekje so 25 let, potem do tudi 80 let je, in da kako ta različnost bogati, da so tudi različna izkustva, izhodišča in potem iz tega povezovanja in nadgradnje pomaga, da vsak bolj celostno zaživi svoje življenje. In predvsem, da se učimo biti pismeni, ne? Kajti smo duhovno nepismeni, da ne znamo ubesediti tega, kaj pravzaprav se dogaja v našem odnosu do Boga, Očeta, po Kristu Svetem Duhu, kako lahko prepoznavamo navzočnost Boga, ko rečemo, da je Bog vse povsod navzoč, kako je navzoč, na kak način je
navzoč v našem življenju, da zmoremo z drugim deliti te svoje duhovne izkustva, govoriti o tem življenju v Bogu in z Bogom. Da ni samo čustvena nepismenost, je tudi duhovna in tudi najrazličnejših drugih stvareh. Ja, zato je študij pomemben, ne? Učiti se ubesediti, ker drugače vse to bogatstvo življenja v Bogu in vsej veri kar ostane neizrečeno, nekaj, kar pravzaprav ne da potem tudi ene moči, enega upanja, enega živosti življenja. Da je tudi zato potreben študij, je potrebno te stvari se učiti. Meni je fascinantno, da pravzaprav smo zgodovino spoznavali, recimo preko Svetega pisma, preko očetov, preko Nove zaveze, preko duhovnih gibanj, ampak vse je bilo nekako usmerjeno na današnji trenutek, kar nam dejansko lahko pomaga bolje razumeti današnjo zmedo, pa tudi pravo pot, ki jo lahko sredi teh različnih smeri iščeš, ker se mi zdi, da v duhovnem smislu je že marsikaj bilo prebrano, izvedeno, izkušeno in se ve, kam gre določena smer mišljenja ali pa prakse. Ampak dejansko je potrebno to prepoznati in danes uporabljati. To je potem tisto, kar imamo kristjani, eno bogatstvo, ki se ga jaz se zavedam šele zdaj po teh 2 letih študija. In to je bil tudi verjetno razlog, da ste v ta študij dali tudi one take življenjske, antropološke, psihološke teme, kot so recimo zakonska duhovnost, kot so odvisnosti, kot so žalovanje, kot so umirajoči, kak s tem, kak pristopiti k trpečim, odvisnosti. To se mi zdi, da je to tisto, kako tudi vsa ta področja da duhovnost in to, kar je bilo tudi en poudarek, je bilo tudi mistika v vsakdanjem življenju, pa mistika v drugih duhovnostih, ker pravzaprav pridemo zelo blizu skupaj. Hvala. Prav to, ne, se mi zdi, kar sem prej spregledal ali pa se nisem spomnil na tudi en predmet, ki je tudi obravnavanje duhovnosti drugih verstev, ne, da je naša krščanska pot ena izmed duhovnosti, ne, pa tudi vsaka religija ima svojo duhovnost in kako tudi se učiti prepoznavati svojo duhovnost tudi v duhovnosti drugih religij. Kajti nekje na področju medosebnih odnosov, tudi psihologije in relacije, ne, odkrivamo, da sami sebe ne moramo prepoznati sami iz sebe, ampak šele v odnosu, ne, v odnosu do sočloveka in odnosu do Boga, ker šele v polnosti lahko sebe odkrijemo. In tudi svojo duhovnost, ne, svoj način življenja duhovnosti z Bogom, lahko tudi šele v odnosu tudi do drugih religij prepoznavamo še bolj celostno, kako jo živimo, kaj je tisto, kar je nam dano, kako je pomembna ta naša pot, dragocena, pa vendar tudi priznavamo in spoštujemo druge poti. In skupaj potem, kako papež Frančišek vabi, ne, vsi smo bratje v svoji encikliki, da v tem medsebojnem spoštovanju iščemo vse tisto, kar nas povezuje v skupnem prizadevanju, da bi ohranili ta čudoviti dom, ta svet tudi za potomstvo, za naslednje generacije, da bi gradili med seboj eno bratstvo, ki omogoča, da ne bodo tudi zaradi religij, zaradi vere Boga to izrabljeno, da je med nami sovraštvo in celo vojne in nasilje, ampak da bi nas vera vsak, ki jo živi v skladu v globini svojega tudi vesti, pomagala, da bi se med seboj spoštovali, da bi postajali ljudje, da bi postali bratje si med seboj. Ne? In tudi, da bi skrbeli za tisto skupno dobro, kaj je tisto, kar vsakemu pomaga, da lahko dostojno živi življenje. Ne? In je to zelo pomembno. In odkrivati tudi, kako so tudi razne stiske, ki se jih včasih kar bojimo, se soočiti z njimi, kot je tudi trpljenje, kakor je tudi umiranje, in je tudi ta strah pred smrtjo, strah pred tem soočanjem s tem in kako odkriti, da je tudi umiranje en del procesa življenja, ki nam pomaga, da bolj polnosti zaživimo svoje življenje, da zazorimo za večnost in obogatimo sebe
do konca v tej duhovnem življenju, kako tudi tiste, ki nas spremljajo, ne? In ko spremljamo druge, da nam to pravzaprav pomaga zoreti v človečnosti, ne? Da drugače pa želimo kar to na hitro prekiniti. Ali pa če samo življenje, ko ste ga omenjali, ne? Ja, kako, ker ne vstopimo v proces žalovanja, ker ne upamo o teh stvarih sploh govoriti in ne obesediti, kako potem sami sebe osiromašimo in si ne pomagamo, da bi zoreli. Tako da, ja, so področja, kjer rabijo drug pogled, ker se pogled razširi. In mislim, da je ta študij, bom rekla, na nek način naporen, če ravno ni naporen, ampak treba je vložiti nek trud, nek napor, zato, ker je stvar dobra in ker pridejo ovire na pot. In se mi tu da dostikrat primerjava športniki. Športniki vejo, kaj je njihov cilj in koliko truda so pripravljeni vložiti to. In se mi zdi, tudi kristjani imamo nek cilj. Ne? In se mi zdi, da je mogoče tole zelo dobro izrazil tukaj, kaj je mogoče tudi namen tega programa, zakaj je ta program dober. Franček Smolek, ki je zdaj končuje 1. letnik in lahko pogledamo zdaj njegove misli o tem. Ja, odločitev za to izobraževanje je bila pravzaprav spodbujena z prijatelja, ki je rekel, da mi bo to nekako zelo koristilo in da mi to zelo priporoča. Potem smo se 3 udeleženci biblične skupine odločili tukaj v Mariboru, da se odločimo in zdaj hodimo, torej konec tega leta bo polovica v Ljubljano na to izobrazbo, ki jo pravzaprav ne razumem kot izobraževanje v nekem splošnem smislu, kot vedenje, ampak kot verska formacija, torej doživljanje tega, kako doživljam vsak dan Boga v tem pač, kar počnem in kar delam. Gre pravzaprav za poglabljanje odnosa do Boga za tiste, ki seveda to želijo. Gre pravzaprav za neko povsem vsakdanjo duhovnost, duhovnost v življenju, ki ni zgolj neko vedenje, neko znanje, ampak to bivanje v tem duhu, ki nam Bog daje. Po drugi strani gre pa pravzaprav v tem, tako vidim, za predajanje, prenašanje nekega izročila cerkve, ki ga po tej učiteljski službi smo deležni tudi laiki. In sicer na več področjih, na področju recimo poznavanja Svetega pisma, na področju razumevanja zgodovine, na področju duhovnosti in pa na področju liturgije. Poleg tega gre tudi seveda pri vseh večino profesorjih za kritično presojanje verske prakse pri nas, ker gre pravzaprav za nas odrasle laike, in bi si človek želel, da bi tu bilo več mlajših ljudi, ki so recimo dejavni v različnih službah v cerkve ali pa neke javnosti. Mislim, da bi pravzaprav to izobrazba morala biti del neke formacije vsakega, ki je blizu liturgije, ki je blizu dela v cerkvi, ki je blizu Karitasa. Ne vidim pa zaenkrat neke konkretne ali pa praktičnega cilja, kaj bi s to izobrazbo, če tako imenujem, počeli v cerkvi. Vidim pa tu recimo neki premislek cerkve, da pripravlja to našo slovensko občestvo za nove izzive. Vse vemo, kako upadajo verniki, in kako se rečijo vrste recimo službenih svečenikov, službenih duhovnikov. Zdaj pa mi mogoče bil še čas, če bi recimo še kaj konkretnega o tem programu, kaj bi še mogoče koga zanimalo, kaj bi bilo dobro.
kot študenta, kaj nas je še zanimalo? Kaj mislite, da bi dobro še tisti, ki razmišljajo o tem študiju, bilo še dobro vedeti? Ja, menim, da je tu toliko vsebin, tako zdaj samo se dotikamo od daleč vsega, kar je bilo omenjeno v tem programu, da pravzaprav je človek sam sebi zelo velika uganka, ne? Že kako pojmuje svoje telo, kako doživlja svojo telesnost. Da se teologija končno upa dotakniti teh telesnih, nevroloških stvari, ki so pomembne, recimo pri molitvi. Pri molitvi niso pomembni samo možgani pa koncentracija, tudi roke, tudi drža. To se da opazovati celo od zunaj. Duševne stvari, ko si zdaj omenil, različne situacije, ki v življenju damo skozi, so nekaj, kar pravzaprav nikoli ne pridemo do kraja. Večino časa se pravzaprav ukvarjamo s tem notranjim življenjem, uporabljamo pamet, uporabljamo spomin, uporabljamo voljo. Vse to smo tudi izkustveno doživljali v tem programu. In se mi zdi, da tisti človek, ki je pripravljen majčkeno sebe globlje spoznati, ne samo na površini, fenomenalno ali kako bi rekel, fenomenološko, ampak da gre majčkeno v svoje globine, pa v globine drugega, je tukaj pravzaprav s temi stalnimi infuzijami vprašanj, spoznanj, prisiljen, da začne kopati ali pa vsaj, da očisti svoje stare vodnjake, da ponovno pride do tiste vode, ki priteka iz globin. Se mi zdi, da tu velja tisto staro pravilo, to sem se v tem študiju naučil, da je najboljša voda tista, ki se pije pri izviru. In ta študij omogoča pravzaprav, da znamo priti do prvih avtorjev, ne, ki nam pomagajo, da potem vidimo, kaj pravzaprav pomenila Jezusova beseda, kaj pomenila Pavlova beseda, kaj pomeni beseda enih svetnikov leta 1000 ali pa 1500 in zakaj danes toliko svetnikov, toliko močencev, več kot kadarkoli prej. Naenkrat se nam pojavijo povezave z zgodovino, da dejansko živimo danes v zelo pomembnem trenutku, zelo energetsko nabitem in je morda potrebno malo več soli pri nas, kristjani, malo več pameti, da znamo končno ceniti svojo mistiko. Jaz zelo spoštujem, zmeraj bolj menim, da je bil Karl Rahner prerok pred desetletji, ko je rekel, kristjan 3. tisočletja bo mistik ali pa ga ne bo. Dejansko moramo iz vsega tega materiala, ki ga imamo ogromno na razpolago, več kot marsikatera druga religija ali pa vera, ki je mlajša ali pa nova, da če to izkoristimo, dejansko lahko naredimo privlačno mistiko in našo vero marsikomu, ki išče v praznini ali pa na tujih tleh, ne začne pa kopati pri sebi. In se mi zdi prav tukaj, ne, kot je, kako nam pomagati, ne, da se znamo, da se upamo spraševati, ne, da upamo sebi tudi postaviti vprašanje, da upamo tudi si priznati dvome, stiske in hkrati kako najti pot do odgovorov, ne, da ne, se mi zdi, da ne kot profesori ponujemo samo neke odgovore, ne, ampak je, kot si rekel, tudi spodbujali smo vas vseh, da bi se upali spraševati in iskati odgovore. Da bi tudi potem ljudem, ne, s katerimi se srečujete, kot pravi apostol Peter, ne, upali dati razloge za svoje upanje, ne, povedati o razlogih. Ne, in to je pomembno, ne, da se kot kristjani učimo ubesediti razloge svoje vere, razloge svojega upanja, razloge svojega življenja, ki ga živimo, življenja po ljubezni Boga Očeta, v Kristusu Svetem Duhu, razloge svoje vere v trojedinega Boga, razloge tudi vere v večno življenje in razloge vse tisto, ki nam dajo, da vztrajamo in da gremo dan za dnem naprej, da ne obupamo nad življenjem, ne, in da to ne vsiljujemo drugim, ampak da tako živimo, da se drugi začnejo spraševati in ko vprašajo, da jim tudi povemo odgovore. Tako starši svojim otrokom, kakor sodelavcu, kjerkoli smo. Ne. In tukaj tisto, da je študij, ki nam pomaga k temu, ne. In je pomembno za to študij. Ni dovolj samo moliti, ne, ampak je treba tudi razmišljati, reflektirati in najti tiste globoke razloge svoje vere in življenja po njej. Ta študij pomaga v bistvu, da
si postavljamo prava vprašanja in včasih je že dovolj to, da smo vprašanja postavljena in potem odgovori prihajajo bodi si iz preteklosti, bodi si iz analize, bodi si iz aktualnega praktičnega življenja, kar nam potem pomaga, da če že sam ne moreš priti do odgovora, pa lahko lažje prideš do odgovora v skupini, v skupnosti, v medsebojnem odnosu. Ja, in tudi, ko ste prej omenjali, tudi pomembnost te skupine, ne? Ker ti ta študij, to ni velika skupina, je od 10 do 15 študentov na leto, kot pač gre, se vpiše, in je res postane ena skupina, kjer bogatijo slušatelji drug drugega, kjer postanejo kot ena majhno občestvo cerkve, kjer zaživijo med seboj ti študentje to sinodalnost, kateri smo poklicani, ne? Poslušati drug drugega v duhu, odkrivati, kako Božji duh govori preko mojega brata, sestre, profesorja in kako skupaj potem se rojeva tisto življenje, ne? Ki je bogatstvo življenja v Kristusu. Dragoceno je bilo ravno to, da ste profesori bili v bistvu spremljevalci te skupine, vsakokrat na drugačen način, vsak je imel svoj stil in ste nam dejansko omogočili, da smo zelo hitro postali povezani, pa da smo se v bistvu spoznavali po teh ključnih stvareh, zaradi katerih smo prišli v to skupnost oziroma v to učečo se skupnost, če tako rečem. Ne? Ja. In moram reči, da je to pravzaprav res ena zelo bogata izkušnja, ki jo težko ubesediti, ampak ravno to, ko se učimo tudi ubesediti to, kar se v nas dogaja, našo vero, ko vidimo vero naših prednikov, vse zgodovine, imam čutek, da dobimo eno trdnost v sebi. In ko tu nisi sam, ko si povezan z drugo skupino, se mi zdi, da z drugimi podobnimi ljudmi, da to daje našo trdnost, ker drugače imam čutek, da smo ljudje malo prestrašeni, ne upamo povedati drugim za razlog svojega upanja, utemeljiti razlog svojega upanja, ker drugi znajo utemeljiti toliko neumnosti, pa na tako dober način znajo utemeljiti, da znajo nas včasih celo prepričati. Mi se pa lahko učimo od teh primarnih skupnosti, iz katerih v bistvu izvira naša vera, kako so se ljudje spremenili, ko so se odprli vprašanjem, duhu, skupnosti, ko so se odprli nekim novim poskusom, ko so tvegali in naredili nekaj takšnega, kar nihče do takrat ni naredil. In so tako v bistvu iz neke zelo ozke judovske ločine postali svetovna vera, ki še danes v bistvu šokira, če jo le nekako sprejmeš z odprtim srcem. To pomeni, da je tudi pravzaprav moč cerkve v skupnosti, v občestvu. In morda si lahko zamislimo, koliko smo pa mi povezani v neka občestva, vsak svoji župniji, da bi pomagali si rast. Da bi pomagali naši cerkvi rast, ker to imamo občutek, da je to kar želja vseh kristjanih, tisti, ki hodimo v cerkev, pomagati cerkvi, da bi malo bolj zaživela. Uspeh tega študija je pravzaprav to, da smo vsi mi na nek način že bili udeleženi v svojih župnijskih bazičnih skupnostih in da je vsak nekaj pridobil, kako lažje ali pa bolj učinkovito delati naprej. Nekaj prinaša tam svoj župniji. Svojo družino, svojo župnijo, svojo delovno skupnost, vsak pa celo mož ženi. Mož ženi, ja. Tudi veliko, ne, to je ta duhovno spremljanje je povsem novo področje, ki ga zakonci še midva nisva poznala med sabo. No, zdaj pa mislim, da je počasi se zaključuje naš čas za pogovor. Bi še vidva želela reči kaj z enim stavkom? Ja, sam bi povabil, ne, da si ogledate tudi kaj na spletni strani o tem programu. Najdete na Teološki fakulteti, kjer so programi izpopolnjevanja in med tem je tudi duhovno izpopolnjevanje. Potem tudi obstaja posebej spletna stran o duhovnem izpopolnjevanju www.duhovnoizpopolnjevanje.si. To tipkate noter in boste preko Googla našli to spletno stran ali druge spletne aplikacije in gor imate tudi opisano ta študij, tudi predmete in vse drugo, kar je potrebno tudi za opis, kako se opisati, ker opis je
možen do 15. septembra in ste lepo povabljeni, da odgovorite duhu, ki vas nagovarja, da bi šli na globje, da bi tudi na tem področju se izobraževali in tudi dobili globja tudi izkustva in neke poti, kako bolj polnosti to živeti. Tako da vas lepo vabim, da zberete pogum, kakor tudi nekateri slušatelji so rekli, da so rabili kar nekaj časa, da so zbrali pogum in potem so se nekateri tudi rekli, ja pa kaj sem tako dolgo čakal, zakaj sem se toliko ubiral, ne? Eno je, da ta študij je res prilagojen tudi slušateljem, da pač vsak nekje vstopi, kakor pač lahko, sodeluje koliko lahko, pač naredi kar lahko, da nekje tudi stvar potem naredi nekaj korakov naprej. In to je pomembno, da ne nekaj perfekcionizem, ampak nekje ena realnost življenja. Jaz bi spodbudil za ta program predvsem tiste, ki ste kritični do cerkve, ki menite, da se od cerkve ne da nič pametnega dobiti, in poskušajte pravzaprav zahtevati. Se mi zdi, da je to en od načinov, kako lahko ne samo profesorji, ampak tudi skupnost zaživi na en drug način. Vabljeni. Mislim, da se zato odločamo ta študij, kar bom rekla, zelo dolgo. Večina od nas. In gre za to, da to ni nek projekt, ki si bi ga vi izmislil. In imam občutek, da potem se zdaj na koncu sem to še toliko bolj začutila, da vi spremljate nas s svojo molitvijo, pa še mogoče kdo drug tudi s svojo molitvijo. Da to ne gre za nek projekt, za nekaj, da bomo nekaj uspešni pa nekaj, ampak da je očitno gre za potrebe današnjega časa, da se kristjani malo bolj opolnomočimo, da bomo znali zagovarjati in ne samo razlog svojega upanja, ampak ga tudi ozavestiti, začutiti v sebi in svojo vero živeti malo bolj dejavno, bolj povezano z Gospodom, ker Sveti Duh je tisti, ki vodi, tako kot nas je morda vodil tudi zdaj pri tej oddaji. Sigurno nas je vodil, ker malo bolj bi je slali sicer. Tako da vsem gledalcem in gledalkam hvala za vašo pozornost. Mogoče boste imeli zdaj čez poletje malo čas, da razmislite tudi o tem izzivu in o tej besedi bodi sprememba, ki jo želiš v svetu. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Svidenje. Svidenje.